Lepo je, a ne, gledati tak celovečerni animirani film. Še posebej, ko pomislimo, mene že tako pri filmih vedno znova fascinira, koliko ustvarjalcev sodelujočih je pri tem, da nastane recimo en film. Pri animiranih filmih me pa to pravzaprav še toliko bolj, namreč, ker je toliko tudi animatorjev in to je res ena velika, velika produkcija. Saj, če pomislimo, da imamo v Sloveniji samo 2 celovečerna filma. Prvi je bil Socializacija bika Zvonka Čoha in Milana Eriča in zdaj ta, ki bo tudi na Animateki predvajan, celovečerni film Zgodbe iz čarobnega vrta. Je res to nekaj, res kakšno veliko delo je to, da nam lahko potem skozi animacijo pričarajo neke zgodbe. No, Silvana Šumeja v bistvu poznamo, mislim, da oba filma sta predvajana tudi v Kinodvor, Trojčica iz Bellevilla in tudi Iluzionist. Oba filma sta bila nagrajena ali pa nominirana za mnogo, mnogo nagrad. Za prvega celo je bil nominiran za Oskarja. Skratka, izjemen ustvarjalec, pomemben francoski ustvarjalec. Hkrati sem pa zdaj, ko sem razmišljala, o tem, se pripravljala na ta pogovor, prebrala tudi to, kako je bilo, ta vnuk je bil eden izmed producentov Marcela Pagnola, so ga poklicali 8 let nazaj in so ga vprašali, če ga zanima to sodelovanje in seveda je takoj izrazil, da obožuje tega avtorja in je bil takoj za. No, in tukaj bi dala na tem mestu kar besedo vam. Kot sem rekla, vesela sem, da je naša današnja gostja profesorica francoske in frankofonske književnosti, Florence, kar vi povejte. Gacquin-Marx. Ja, vse mi je že prej povedala, ampak meni je to kar težko izgovoriti. Naša profesorica predava že dolga leta na Filozofski fakulteti, diplomirala je iz literarnih ved na pariški Sorboni, to se pri nas tako res izjemno imenitno sliši. Hkrati govori tako zelo lepo slovenski jezik, prav zaradi tega, ker je študirala tudi slovenščino v Parizu. Tako da medtem, ko smo se pisali, sva si v zvezi s tem filmom, ste povedali tudi, da ste dolgo živela tako v Parizu, kot tudi izven Pariza, tako da vam je to okolje domače in mogoče dan zdaj kar najprej vam besedo, da poveste, kako ste vi doživela ta film in nekaj malega, ker res je, jaz mislim, seveda razen tistih, ki se ukvarjajo s francosko književnostjo, mogoče dramatiko, pa tudi s filmskim ustvarjanjem, Marcela Pagnola poznajo, drugače je pa pri nas prevedena in Florence je prinesla tole knjigo Slava mojega očeta, ki je išla leta 2004 pri Vale Novak. Jaz jo recimo nisem poznala, šele zdaj sem nekako jo našla, tako da to je edina knjiga, ki je prevedena v slovenščino. Ja, no tako da beseda je vaša, Ja, no, mislim, ne vem, lepo pozdravljeni, pa hvala za vabilo, da spregovorimo o tem avtorju. Mislim, ta film mi je bil zelo všeč, zato ker je umetniško tako zelo dodelan, ampak tudi zato, ker sem se z njim ponovno srečala z starim prijateljem, bi rekla, svoje mladosti. Pagnola so mi brali, ko sem bila otrok, potem pa sem jaz sama brala, ko sem bila nekje 12 let do 15. leta, autobiografske romane, to, kar je v bistvu na koncu svojega življenja napisal, 4 knjige. Potem pa sem seveda spoznala te različne drame skozi filme, tako da to je zelo res, kaj na koncu Camus govori, da s pomočjo filmskega ustvarjanja ostanejo še danes žive te drame, ki so sicer nastale kot drame za gledališče, ampak ki so še danes v bistvu dostopne nam in to. Potem pa ta hčerka vodnjakarja, La fille du puisatier,
je tudi zelo znano. Zdaj pa vse te drame so doživele nove priredbe, ne? Mogoče bolj moderne, barvne, ne? Že to je nekaj, pa še z novimi, z bolj sodobnimi igralci in igralkami. Tako da pravzaprav, če vprašamo, kako je znan Pagnol v Franciji, Pagnol je zelo znan v Franciji, ne. To malo bi primerjala z pevcem Johnnyjem Hallydejem, ne, ki je v bistvu v Franciji vsak Francoz pozna, pa ko gre v tujino, je zelo začuden, da ni doživel mednarodne kariere, ne. To je pač tako eni avtori, mogoče tudi zato pri Pagnolu, ker je zelo vztrajal pri tem, da piše o Marseju, o svojem kraju in tudi v jeziku, ki izgublja pri prevodu veliko svoje sočnosti, ne, kar se je tudi videlo v tem prevodu teh odlomkov, ne. Zelo sem vesela, da sem zdaj prišla gledati film na velikem zaslonu in s slovenskimi podnapisi, da bi videla, kako to pride, ko je prevedeno sploh v slovenščino. In sem ugotovila, da res mogoče je tu pravzaprav težava bila, ne, mogoče malo kot bi, ne vem, Ferija Lanška prevedli v francoščino, se bi en veliki del te sočnosti, ne, izgubilo, ne. Ja, se je zanimivo v tem filmu je ravno to, a ne, ker pravzaprav, ko razmišlja, ne, o tem svojem ustvarjanju in ko gre skozi vse te vzpone in padce, razmišlja prav o tem, a ne, da bi napisal v marsejščini, a ne, in da to je bilo takrat v tistih časih nekaj res nepojmljivega, da bi v Parizu, a ne, igrali s takim naglasom v narečju. No, vse podobno je bilo to pri nas. Zdaj, prejle smo se ravno pogovarjali, v resnici je 130 let letos, kar se je Marcel, a ne, rodil in malo več kot 50 let, kar je umrl, a ne. Tako da je to res kar ena dolga doba in to je čisto en drug čas. In v bistvu skozi to biografijo, ki je pač po mojem zelo poetična oziroma tako nas popelje skozi en čas na en tak res mojsterski način, ker je ta animator tak velik mojster, da se kar nekako prepustiš v eno drugo obdobje in kot da bi na nek način skozi to pripoved zvedel, kako pravzaprav skozi vse to življenje tistega časa, no. Mogoče je zdaj trenutek, da dam vam še besedo, da vi poveste, kako ste vi doživeli ta film, ali pa kaj vprašate že kar na začetku, a ne, gospod Florence. Ja, izvolite, gospa. Vi celo govorite francosko, a ne. Ste lahko tudi bolj zaznala. Ja. Prvo hvala za izreden izbor, za ta film, ki je poezija življenja, čeprav je prišel na toliko ver in jih je znal premagati. Toliko časovno obdobje, ki je bilo tako spremenljivo, tehnično gledano, družbeni odnosi. In on je zmeraj znal najti tisti bit tega časa in pokazati, oziroma zdaj tako, je to animacijo naredil, je najdel vse te lepe trenutke. Čudovit film. Drugo pa je, zakaj ga mi ne poznamo, zato, ker jaz sem otrok povojne generacije, tiste po drugi svetovni vojni, je bilo v Jugoslaviji takrat ruski film najbolj pomemben. Potem, ki je nekako ruski izvenel, so prišli ameriški. In mi sploh evropskih filmov takrat, jaz se ne spomnim, da bi jih gledali. Edino, kar je pol pa res prodrlo, je pa francoski Novi val. Ta nas je pa zaznamoval, da smo spoznali, ne. Francija je pa zame dežela, ko sem se prvič srečala s francoščino, me je osvojila in je bila moj najljubši jezik. In še danes, ko se spomnim kakšno besedo tujo, mi prvo pride na misel francoska. In moja želja je bila, mi smo bili zaprti do 66. leta, ni bila meja odprta. In nisi mogel iti nikamor.
Jaz sem 64. maturirala in je mami rekla, kaj si želi za maturo. Sem rekla, mami, samo Pariz, pa nič drugega. In takrat je bilo možno jeti samo organizirano, to nisi mogel jeti, ker sam na vlak se vsest pa v Pariz. Ampak potem se meje odprla in sem svojo prvo ljubezen direktno peljala v Pariz, sem tudi jaz šoferala. In Pariz je bil mesto, kjer sem se jaz vsake 2 leti vračala. In žal je pa zdaj tako spremenjen za moje pojme, tista eleganca, ki se je dvigala v Parizu, je s temi navali turistov odšla. In tudi ta gospoda, ki je včasih se sprehajala po Parizu, se zdaj z avtovoz, jo ne vidiš več. Ne. Čist drugačen je zadnjo pot pred leti, ki sem bila parimi leti, je bil čist drug Pariz, ni bil tisto v mojih očeh, tisto žareče mesto. Ampak vsegli še vedno mi je Pariz. Hvala lepa. Hvala. Bi še kdo kaj dodal? Vprašal? Dajte. Ja, jaz se vedno pridružim moji predhodnici, ker film je res čudovit in verjetno si boljšega medija ali pa načina filmskega izražanja za to vrstne avtobiografske in pa res skoraj romantične zgodbe, kot življenje samo je romantično, tudi če je tragično, je vendar verjetno to tisto, kar te popelje nazaj. In jaz sem se takoj spomnil na en podoben trenutek, mi smo, mislim, tudi slišali ali pa gledali film Louise Onivers, ki je bil tudi francoski animirani celovečerni film in je ravno tako lepo s tem mirnim tempom, pa vendar dramatično in tako naprej prikazoval življenje, tako kot je, da ga res lahko vzljubiš. Toliko ne bi komentiral, ker je film poln presežkov, ampak zanima me pa to, pozorno sem gledal Špico, vi ste že prej, gospa Irena, omenila to število sodelavcev. Namreč neverjetno veliko število, jaz ne vem, a so to vietnamska imena, ampak tisti, ki so animatorji, to je trajalo kar nekaj časa. Namreč koliko tega je potrebno, da nastane takšen film. To me najbolj presune. Ker včeraj smo pa slučajno gledali čisto pogovor z gospo Prosenc, pa je rekla, ja, sej, en teden pa posnamemo film, ki nastaja 2 leti mogoče. Tako, toliko, samo kot komentar. No, pri animiranih filmih je pač, tudi če je kar nekaj leta, pravzaprav to ni veliko. Tako da to je res toliko, mora biti, zato pa tudi potrebujejo res neverjetno več producentov, več tistih, ki to podpirajo. Je pa tako, kot ste vi rekli, v bistvu ti pa to, je pa to en tak medij, ki te lahko na čisto drugačen način popelje v različne svetove. In ravno za take vrste filmov na nek način, tudi to sem prebrala, ni zdaj, da sem jaz taka velika poznavalka, da v bistvu so poskušala, na začetku so razmišljali, kako to sploh zasukati, koliko bi bilo teh dokumentarnih posnetkov, koliko animacije, in ko so nekaj pripravili, skupaj z animatorjem, so pravzaprav ugotovili, da je to, se jih najbolj dotaknili in da je to mogoče tista pot, to je bilo pravzaprav nekako, da so šli potem v tako zelo animiran film. Se pravi, se je Šume potem skupaj s producenti tako odločil. No, ampak mogoče, a bi nič na balkonu, ne vem, danes čisto nič ne vidim, da ne bom komu, a je kdo z balkona, ki bi rad še kaj dodal? Aha. Ali pa tukaj še spodaj. No, potem pa lahko greva midve naprej. Florence, pač, vi ste rekli in vi, gospa, kako se film pravzaprav dotakne vseh mogočih, ne glede na to, tudi če ne poznamo tega ustvarjalca tako zelo dobro, se pa dotika pomembnih, se pravi tega prehoda, to, kar ste vi govorila, to je pač tudi obdobje svetovne vojne in vsega tega ustvarjanja, o uspehu, tudi o ljubezni. Zelo recimo je zanimivo, kako se je on ves čas vračal v
Dobro, film je tako dobro, so se domislili tega mladega Marcela, ki ga povabi na to povabilo, a ne te revije Elle, da na nek način ne more se potopiti v svoje življenje. Potem pa to pravzaprav spodbudi, da napiše še toliko knjig, a ne, tudi v resničnem življenju. Ampak vendarle, se pravi, odnos z očetom, odnos z mamo, ki je zelo zgodaj umrla, potem pa seveda še to, a ne, to tragična usoda, da je ta hčerka umrla, oziroma sploh, da je našel ljubezen svojega življenja. Mogoče nam nekaj še v zvezi z, se pravi, delom Panjola poveste oziroma razprete. Mislim, veliko je napisal v resnici, če gledamo, ne? Če gledamo samo stvari, ki so znane vsem Francozom, ne? Od tega, ker pravzaprav se je dotaknil vsem žarom, ne, mislim, autobiografski romani, dramska trilogija, posamezne drame, kratka proza, eseji in najbolj znano mogoče delo danes, ne, v Franciji je dvodelni romaneskni opus Jean de Florette in Manon des Sources, ne, ki sta dva romana, ki sta bila podlaga pravzaprav za zelo uspešna filma, v času Panjola in potem neka ponovna priredba z imenitnimi igralci in igralkami in to mislim, da danes ljudje to še poznajo in vsakič, ko televizija recimo ponovno prenaša te filme, se kaže, da je zanimanje za njih, ne. Tam je bil Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Yves Montand, za te, ki poznate recimo francosko sceno, bi rekla. Ne. To je taka pretresljiva fabula, ki se je odvijala v Provansi in ki pravzaprav prinaša tudi veliko teh splošno življenjskih resnic, tako pravzaprav ta animirani film, ne. Čisto v Panjolovem mislim, to je film o Panjolu, ki je popolnoma v Panjolovem stilu, ne, kar se mi zdi zelo, zelo lepo. Potem pa bi omenila marsejsko trilogijo, ne, ker o tem je veliko govora v filmu, ne, in ta trilogija je res naredila, da veliko ljudi še pozna in Panjola. In kaj je zanimivo, je, da nobena kasnejša priredba pravzaprav ni uspela doseči izvorno verzijo z Remuyom, Frenejem in tako naprej. Ne. In to so drame, to je zelo zanimivo, ker tu vidimo ta razkorak med recimo Parizom in Marseillom. Se spomnim, ko sem se pogovarjala z eno starejšo prijateljico iz Marseja, ne, ker preživljam vse svoje počitnice že od mladosti na jugu Francije, ki mi je pripovedovala, kako je pravzaprav je bilo čudno, kako Parižani se smejijo na napačnih, mislim, pri napačnih momentih, ne, ko so gledali to trilogijo, ker pravzaprav so komični momenti, recimo to kvartanje, ne, ali pa tudi balinanje sredi tramvajske proge, ne, ker nikakor ne more tramvaj mimo, ker pač se dogaja nekaj pomembnega, ne, na tej progi. In drugače pa gre v bistvu bolj za tragično zgodbo v prvem delu in tudi celo v drugem delu, ne. Šele tretji del prinaša v bistvu rešitev, da se to dobro konča, ne. Ta Marius, Fanny pa César, ne. To so trije naslovi, ne. In ona je govorila, kako ona ni razumela, kako se ljudje smejijo, pravzaprav bolj jezika, kot pa sami drami. Ne? Kot da bi bila cela komedija, medtem ko pravzaprav je ravno taki
humor, kot je v tem risanem filmu, ne, da je animiranem filmu, taki sladko-kisli, bi rekla, humor. Ne. In tako da to se je videlo, kako mogoče vsi ne dojemamo Panjola na enak način, ne, ali smo mi iz Marseja ali pa od drugod. Potem ta satirična drama, ne, Topaz, ki se začne pravzaprav, kot da govori o svojem očetu, ne, to je strogi učitelj, ne, razredni učitelj, ki uči na podoben način, kot je najbrž njegov oče učil in ki si tako zelo želi akademske palme, to je odlikovanje za učitelje, ne, in ki na koncu postane gangster, ne, po nekem spletu okoliščin in on je pisal vedno na tabli, ne, da grdo pridobljeno seveda nikoli ne prinaša nič dobrega, ne, in na koncu je on postal gangster, pa je dobil stvari na zelo nepošten način in še vedno ta stavek se mu vrti po glavi. Ne. To je tudi zelo znana, pa Fernandel, to ga vidimo v filmu, ne, ta igralec, ne samo Remu je veliko pripomogel, ampak tudi Fernandel je veliko pripomogel. No, ampak to pa tudi pri nas, ne, kar dobro poznamo oba igralca, ne, to pa na nek način je v naši zavesti, ne, tako da to pa je tudi tukaj v Sloveniji. Kaj bolj poznate Don Camillo, naprimer? Ja, tako je, ja, točno to, ja. Tako da, v glavnem, kar je znano. Tudi ta Vodnjakarova hčerka, ne, je tudi zelo znana drama, ki je pa tudi prinesla zelo lep film. Ne. Tako, ki je zdaj doživel novo priredbo, par let nazaj, ki pa je, tu pa moram reči, zelo na nivoju, ne, tudi zelo dobrimi igralci in tako naprej. No, ampak mogoče ravno to, ne, da kar se jezika tiče, te sočnosti, jaz sem tudi razmišljala, kako bo to s tem slovenskim prevodom, ampak to je zdaj za te dve projekcije znotraj tega festivala, ne, tako da... Ni slab prevod. Ne, ampak je pa seveda, kako to ujeta, ne, tako da zdaj za tiste, ki pravzaprav nismo tako doma, ne, v tem jeziku, težko te nijanse pravzaprav opazimo, ne. Jaz sem zelo poskušala po melodiji loviti, ampak po pomenu pa... Pa je zelo fino narejeno, zato ker starejši Marcel je skoraj že izgubil svoj naglas, ne, ta naglas je zelo mil, medtem ko ta mali neko začne z njim govori čisto z marsejskim naglasom. Potem se vidi, kdo je izvoren, recimo ta igralka Oran, ne, je pravzaprav to se priučila. Tudi ta Frenek, pravijo nekako bo ali začan postal Marselčan, ne. To ni bilo izvorno, medtem ko Remu se vidi, karkoli govori z marsejskim naglasom. Tako da to je zelo lepo razlikoval in najbolj mi je všeč ta iznajdba, da začne pisalni stroj, ki je pač angleški, govoriti pravzaprav s tako marsejsko skladnjo, ampak z angleškim naglasom. Tisto pa je res neverjetno dobra iznajdba. No. Ja, to je bilo tako zelo duhovito. Oziroma taka močna prispodoba je bila. Ja. Bi pa mogoče govorila o tem Marseille, ker ste govorili v marsejščini, mislim, da ni čisto pravilno govoriti, kot da bi to bil en jezik, pa tudi kot da bi bil eno pravo narečje. Ne? Ja. Pravzaprav jezik je provansalščina. Ne? Ja. In iz tega, ko se je pač ta jezik, ker Francija je bila zelo centralizirana država, to ni kot tukaj, ko pravzaprav pač otrokom v šoli učiš, da pač doma lahko govori emper, ampak da v šoli bo rekel vedro, ne? Naprimer, da govorim o zgodbi moje svakinje iz Štajerske. Ne?
V Franciji se je to zatiralo, se pravi, otroci niso smeli uporabljati tudi med sabo narečje ali pa drugih jezikov. Ne. Zelo centralizirana država, ki si je nekako rekla, da če so različni jeziki pa različna narečja, v bistvu nikoli ni neke nacionalne enotnosti in nikoli ni miru. Ne. Kar seveda vemo, da je lahko en narod zelo enoten, to smo ravno pri takem narodu tukaj, ne, v Sloveniji, ne, ki lahko govori drugače doma, ampak vseeno čuti eno močno nacionalno pripadnost, skupno pripadnost. Ne. In tako da to danes si težko predstavljamo, kako to, da Parižani takrat niso razumeli tega marsejskega naglasa, ker ni zelo različno od standardne francoščine v resnici. Ne. Pa tudi veliko je teh prispodob, ampak te prispodobe so zelo razumljive. Ne. In ko recimo ni bilo prevedeno, ko Remy govori, ko se bo on navadil na mojo pozavno, ne, reče, ne, pa bodo stvari tekle boljše. Ne. Se pravi, seveda to se nihče ne bi tega rekel v Parizu, mogoče, ne, sploh s takim naglasom, da izgovarjaš vse te končnice, ne. Ampak vseeno je to razumljivo, ampak takrat ljudje niso bili navajeni v gledališču slišati kaj drugega kot knjižni jezik in mislim, ali pa standardni jezik. Ne? In sploh po mojem so se težko odprli, ne? In danes pa je čisto drugače, mislim. To ni to, kot da bi gledali recimo en kebeški film. Tu pa res, če nimaš besedišča, pa če nisi res zelo, zelo navajen, je težko slediti. Pa jaz veliko berem te literature, pa veliko vidim teh filmov, pa včasih pa res moram kaj pogledati, ker tu pa ni tako, ne, ni tako zelo izrazito, tudi ni prekmurščina, mislim. To je bolj, bi rekla, kot da bi en Ljubljančan v času, ko ni bilo možnosti, recimo, da bi se ljudje srečali, slišali, ne vem, enega Dolenca mogoče. Taka razlika, sprej močna stavčna melodija, ki je drugačna, ne, tudi izgovorjava, ki je recimo v Ljubljani je veliko, ali pa na Gorenskem, še bolj končnicki kot v Parizu, ne, ki so izginili nekam, ne, in mlek in tako naprej, ne, kot se sliši včasih. Ne. Tako da ni tako zelo različno. Ne. To je tisto, kar je zanimivo videti, kako so ljudje bili zaprti v tem času in kako danes pravzaprav ni to nič nenavadnega slišati ljudje. Je pa res, da še vedno, po mojem, do 80 let težko je bilo recimo biti napovedovalec, tudi vreme recimo kazati na televiziji z južnim naglasom. Ne. No, vse podobno je pri nas, to sem razmišljala, zdaj, ko sem vas poslušala, da v bistvu zadnje 2-3 desetletja so se tudi pri nas v bistvu začela, ne, da je možno ne samo zborni jezik, je pa šele na kakšni televiziji, radiju. Zdaj pa, če gledamo naše te televizijske serije, so pa pravzaprav v različnih narečjih posnete, od štajerskega, gorenskega, primorskega. Je to zdaj zadnja leta pravzaprav, govorimo o naših serijah, ne, kar precej popularno. Po drugi strani je pa celo tako, da so se stvari tako razprle pri nas, da je včasih pa že težko slišati en tak lep jezika. Ne. Tako da tukaj se tudi malo meša. Me pa zanima, kako je, ker seveda tudi pri nas je bilo tako, da je v gledališču, na televiziji moralo biti čim bolj knjižni jezik. Ne. Zdaj pa, se mi zdi, da jaz sem iz tega filma pravzaprav videla, da je bilo njemu tudi toliko veliko, da je pisal pravzaprav v življenju, na podeželju, v teh odnosih, seveda na nek humoren način, ampak s tem nekim realističnim pristopom. Ne? Ja, in zato tudi je verjetno ena tudi socialna oziroma socialna dimenzija. Ne? To se vidi, tudi to ni bilo prevedeno, ne? Ampak ko pride v Pariz, ne?
pa se je zmotil, ne, da je Gare de Lyon ni v Lyonu, ampak v Parizu, ne, ta sprevodnik reče pekor, ne. Pekor nista bedaka, pekor sta v bistvu kmetavža, no. Ja, kmetavza, ja. In to se vidi, da je tudi verjetno bilo tako malo zaničevanje, ker ne samo, da so bili ljudje iz juga Francije, svoj izdelek, ki je bil takrat pred pravzaprav razvojem masovnega turizma, ne, kar revna v bistvu pokrajina, ne, in prikazuje tudi Peka, lastnika bara, ta Fani prodaja školjke na tržnici, ne, to so v bistvu zelo preprosti ljudje, ne. In tudi, ko prikazuje te mestne ljudi ali pa tudi malo bolj premožne, ne, recimo v te Filles du Puisatier, ne, jih prikazuje v bistvu kot ravno kot polni nekega zaničevanja, pa ker nočejo recimo priznati, da je njihov sin bil s to hčerko in v bistvu spočel otroka, ne. In tako da mogoče, da za Parižane, ki so hodili po, ker to niso vsi, mislim, Parižani hodili po gledališčih in to je že bolj višji, mislim, pravzaprav višji sloj, ki hodi v gledališče, verjetno za filme je bilo bolj demokratično, bi rekla, ne, ampak za gledališče to je višji sloj in mogoče tudi to je bilo, so malo zavračali pravzaprav to prikazovanje malih ljudi, ne. Ja, saj to je pravzaprav nenavadno, kako je on zmogel od komedij do dramskih besedil, gledališča prestopati potem v filmsko industrijo, ne, pa še na prehodu, se pravi iz nemega filma potem v zvočni film. Skratka, tako je prav, no, meni recimo, to so kakšne take res nenavadne, vseeno je bil tako predan temu svojemu Marseju in temu okolju, a ne, da še pri temu znaku je uporabil škržata, a ne, to se mi je zdelo tako romantično, no, pol opaziš kakšno tako drobno reč. A bi morda še kdo kaj zdaj povedal ali pa vprašal? Karkoli. Neki, ja. Dajte... Mene zanima samo ta primerjava med belgijsko francoščino pa... Primerjava med belgijsko francoščino pa to marsejsko, a ne. To je v filmu nekako tako pač omenjeno, a ne, ko pride Marcel Pagnol v Pariz, pa nekako ta njegov marsejski naglas ni tako sprejetne, oziroma je to en velik problem. Kako pa je s to belgijsko? Jaz mislim, da je kar podobno, pravzaprav. Mislim, da ta, ki mu je svetoval, ki je rekel, če so razumeli Belgice, bodo tudi Marsejčane. Jaz mislim, da je to kar realno, ne? S tem, da verjetno so Belgici začeli prej. In zato so bili potem, ljudje so bili navajeni in so bili bolj uspešni v tem smislu. Ampak mislim, da je kar podobno, ne? Da se pravi, imate neke določene skladenske in tudi leksikalne značilnosti. Ni pa to, da ne bi mogli ljudje pravzaprav razumeti, če hočejo in če so vseeno že malo navajeni poslušati, ne. To je potem podobno kot tudi pri nas, ne, se če pomislimo na dramo Matiček se ženi, a ne, kaj je bilo tudi v narečju. In skratka, razen res to, kar ste prej omenila, prek murskega jezika se lahko včasih zgodi, da kaj ne bi tudi mogli ujeti, ne. Ampak to je bolj različno. Ja, si mislim, to sem zdaj razumela. Ker pri Linhartu je tudi ta časovna oddaljenost, ne. Seveda. Potem pa je pa res tudi tako bil on sprejet, se pravi, po eni strani je bil uspešen, a ne, v teh zgodnih letih, a ne, s gledališko komedijo, po drugi strani so ga pa tudi, kar je bil pa kot prvi filmski ustvarjalec, so ga sprejeli pa počastila, ne, v francoski akademiji, ne, tako da je pravzaprav že kar zgodaj dosegel tudi eno tako
priznanja. No? Ja, to je zelo veliko priznanje. Ne? Zdaj, to je pravzaprav ta paradoks pri Panjolu, ne? Da v resnici je uspel. Zdaj, pravim, še danes ljudje ga poznajo. Mogoče ga ne toliko berejo, kot pa gledajo filme, to pa je res, ne? Ampak ga poznajo. Tudi je imel v določeni meri možnost internacionalizacije s tem, da je tako dobro znal angleško, ne? Ampak pač ta ameriška pot se je pač zaprla na nekem momentu in potem pa se ni več odprla, tudi zato zaradi verjetno vojne, tudi potem in to, ne. In jaz mislim, da pravzaprav je zelo dobro uspel, samo mogoče ni to bilo tako čutiti takrat, ko je ustvarjal, ne, ker on je tudi videl, koliko stvari je, koliko neuspehov je doživel, ne, preden je sploh uspel, ne, ampak v resnici to, da je prišel v akademijo, to je zelo, zelo malo ljudi, ne, pride do akademije. Tako da meni je že živa malček pomahala, ker danes so pol naprej projekcije, ne, znotraj festivala. Mogoče samo, da zaključiva s tem, res sem vesela, Florence, da ste se nam pridružila, namreč, da smo ene stvari lahko zvedeli. Mislim pa, kaj si vi mislite glede tega filma, ne? Je to na nek način, da nam razpre, da nekaj zvemo, ne, pravzaprav o tem pomembnem ustvarjalcu? Ja, vsekakor, mislim, to je zelo zanimivo, da se je Sylvain Chomet za to odločil, moram reči, zato ker seveda to je zelo riskantno, ne, ko je imel te trojčke iz Bellevilla, ne, to je pravzaprav lahko delal, kaj je hotel. Seveda. Ne. Tu pa imaš omejitev, da je vseeno biografsko zelo točno, pa je bil vnuk, ki je bdel nad tem, ne, tako da ni mogel res si nekaj izmišljevati. Hkrati je uspel znotraj tega okvira, ki je bil kar trden, bi rekla, ne, najti neke, mislim, je našel prostor za svojo domišljijo s tem mladim Marcelom, s temi znajdbami, recimo, kot sem rekla, za pisalni stroj, in še marsikaj, ne, s to ovco, in tako naprej. In tako da je uspel pa s tem psom, ki ga imamo že pri trojčkah, tak je ogromen pes. Ne? In tako da jaz bi rekla, da je to zelo zanimivo, da se je za to odločil in mislim, da je moralo kar biti izziv za njega in da mu je zelo, mislim, mu je krasno uspelo, no. Florence, res hvala, zahvaljujemo se lahko pravzaprav tudi Chometu. Aha, gospa bi še nekaj povedala. Aha, ker to je pa kar precej vplival. Če bi šlo zelo na kratko, ne? Ne, ampak jaz nisem specialist za filmov. Jaz sem filmsko ustvarjanje, se opravičujem, ne bi si upala res povedati. Jaz bi se zahvalila vam, predvsem pa tudi Animateki, da nas vedno znova na nek način gosti, a ne, in Kinodvoru, tako da hvala lepa, a ne, in se srečamo kmalu. Hvala za vabilo, res je bilo prijazno. Prijetno.